sam naslov te razstave je tako zelo, bi rekel, velikopotezno po svoje zastavljen, tako temeljno vprašanje, kje si človek, če bi gledali v zgodovino slikarstva, bi nam ta naslov evociral recimo spomin na tisto slavno Gogenovo sliko, kje smo, odkot prihajamo, kam gremo, ki je bila sicer še v nekem veliko večjem eksistencialnem naponu naslikana. Gauguin se je hotel ubiti in predtem naslikal to sliko, v kateri je postavil, s katero je postavil ta vprašanja. Zdaj, če primerjamo ta naslov Maruše Šuštar z Gauguinovim naslovom, vidimo seveda eno bistveno razliko. Gauguin govori v kolektivnem mi, Maruša Šuštar pa postavlja naslov v drugo osebo ednine. Se pravi, tudi neko distanco do tega človeka, ki ga nagovarja in sprašuje, vzpostavlja. In na ta način se ta naslov povezuje tudi z neko temeljno perspektivo, ki jo vidimo v njenih slikah. Njene slike, če bi jih na prvi pogled gledali, pogosto učinkujejo skoraj abstraktno, kot neke abstraktne pokrajine ali pa tlorisi. Potem se pokaže, da so na tej površini te drobne pikice, ko si jih od blizu pogledamo, so figure, ki so narejene večinoma v perspektivi gledane od zgoraj navzdol. Skratka, že to evocira ta pogled od zunaj na človeško množico, na skupine ljudi z neke višine. In tudi to, kar se zdi seveda na prvi pogled abstraktno v njenih slikah, pravzaprav nikoli ni abstraktno, ampak ravno nasprotno. V bistvu gre za take zelo konkretne vizualne podatke. Razne, mreže, niso kar tako potegnjene, ampak uporablja avtorica pravzaprav razne medijsko posredovane podobe, zlasti razne tudi zgodovinske, fotografije, satelitske posnetke in to pogosto raznih kriznih žarišč, raznih travmatičnih dogodkov zgodovine, recimo tukaj bombardiranje Kölna na eni sliki, ki jo ravno pred sabo vidimo med drugo svetovno vojno. Ali pa tudi take lepe, kot je, Tloris Benetk. Včasih tudi čisto abstraktno učinkujoč, igra svetlobe in senc na neki steni, ampak zelo konkretno odslikana, skratka, skoraj dokumentaristično. Potem ena inspiracija so ji recimo črte v puščavi Nazca v Peruju, ki so videne šele, ko jih gledamo z nekim pogledom iznad zemlje, ki ga takrat verjetno niso znali na ta način doseči, kot imamo pač danes, ko imamo satelitske posnetke, avione in tako naprej. Ampak so se verjetno te črte nanašale na pogled nekih nadzemeljskih duhovnih bitij, ki so bila obenem ravno že z vlečenjem teh črt evocirana. Neko zaupanje v ta pogled je že v samem vlečenju teh črt. Maruša Šuštar pravzaprav raziskuje, kakšne črte pa vleče današnja, dosti bolj, bi rekel, ne na duhovno koncentrirana, dosti bolj atomizirana, zmedena množica. Rekla mi je, kako jo tudi fascinira, gledati iz kakega nebotičnika, z kakih teh perspektiv dejansko na te ljudi, kako se obnašajo, kako deluje neka logika, ki je seveda drugačna od tiste logike, za katero vsak posameznik v tej množici misli, da ji sledi. Ravno to je zanimivo, posebej pri slikarstvu Maruše Šuštar. Ona ves čas pravzaprav se sprašuje, kaj so tiste sile, ki resnično delujejo na ljudi. Tako kot če imamo železne opilke in magnet in to postavimo, magnet pod železne opilke, nastanejo neki vzorci. Tako se tudi množice ljudi pravzaprav pogosto gibljejo po nekih vzorcih, ki jih delovanje nekih neozaveščenih sil pogosto sproža. In
Maruša Šuštar, ko govori o svojem slikarstvu, včasih govori o kolektivnem nezavednem, o arhetipih. Vse tako jo zanima, ne? Tudi kolektivno nezavedno naroda, rase, recimo stvari, ki so danes včasih že stališča neke dominantne ideologije kot problematične, razumljene. Ona vse to raziskuje, nima nekih predsodkov, ampak jo pravzaprav res žene neka želja po razumevanju, doumevanju teh procesov, ki seveda ostajajo obenem enigmatični, nedoumljivi, ko jih tako kaže. Spomnil sem se recimo ob njenih slikah na teorije Aleksandra Čiževskega, ki je v Sovjetski zvezi med obema svetovnima vojnama proučeval vplive sončnega ciklusa, sončnega delovanja na obnašanje ljudi, na obnašanje kolektivov. In je pač razvil neko tezo, po katerih pravzaprav vse te nemiri, vojne, revolucije sovpadajo s povečano sončno aktivnostjo. Recimo ena taka zelo zanimiva ideja, ki najbrž je nekaj na njej, saj danes, če bi gledali trenutno dogajanje, bi lahko rekli, da se v marsičem potrjuje. Ampak pri Maruši Šuštar je en tovrsten pogled. Pogleda od zgoraj iz enega širšega drugega prostora in pravzaprav odkriva sile, ki vodijo te množice onkraj njihovih prepričanj, verjeti in tako naprej. In obenem se potaplja v svojih slikah, obenem tematizira s temi površinami, na katere so te množice postavljene. Po eni strani so to pogledi oddaleč, pomanjšani, tlorisi, satelitski posnetki, po drugi strani gre tudi za prodiranje v notranjost človeškega telesa, njegove strukture, v mikrokozmos, možganske celice, struktura, anatomije človeškega telesa, vse to jo zanima. Pravzaprav na teh slikah, ki po eni strani so zelo enotne, tukaj gre za neki opus, ki sledi ves čas neki konsistentni misli, nekemu konsistentnemu poskušanju, raziskovanju, obenem odkrijemo lahko zelo, zelo različne vizualizacijske tudi pristope in tudi zelo tematizirane, zelo različne stvari. Tudi na eni sliki pravzaprav imamo take skoraj hiperrealistične detajle, pa elemente, ki korespondirajo skoraj z otroško risbo, neke čačke, skratka polno takih različnih stvari je skupaj postavljenih v skupen prostor. Tako da slikarka ima seveda obenem tudi zelo ta primarni občutek do samega slikarskega medija. Tukaj ne gre zgolj za neko ponazarjanje idej, ampak gre ves čas za zelo subtilno izkoriščanje takih subtilnih učinkov, ki jih omogočajo posamezni mediji. V glavnem gre tukaj za olje, ki mu dodaja razne dodatke, kombinira še z različnimi drugimi stvarmi. Obenem je pa seveda vsa ta telesno občutena slikarska materija ves čas podrejena neki misli slikarski. Skratka, v tem smislu, kot reče Leonardo, slikarstvo je una cosa mentale.